Dobrodošlico so nam igrali naši zelo dobro znani glasbeniki, fantje in dekleta male pihalne godbe Neuwirtovi Štajerci. Hvaležni smo, ker nas vedno znova povezujejo in izkazujejo, kako vsestranska je glasba, do katere negujemo veliko spoštovanje. So neprecenljivi del naših prireditev. Slišali smo zvok fanfar, ki so nas pravkar povabile v skupni prostor glasbe, kjer se bodo danes prepletali spomini, izkušnje in nova ustvarjalnost. Glasba je jezik, ki ga razumemo vsi, ne glede na leta, čas ali poti, po katerih hodimo. Danes bomo skupaj prisluhnili zgodbam, ki jih pripovedujejo glasovi različnih generacij. Vsaka pesem nosi delček preteklosti in hkrati odpira vrata prihodnosti. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, dragi prijatelji, prisrčno dobrodošli na slovesnem popoldnevu, kjer skupaj praznujemo kar trojni jubilej. 80 let kulturno-umetniškega društva Kajuh Jarenina, 40 let mešanega pevskega zbora in 25 let vokalne skupine Mavrica. Današnjo prireditev povezuje rdeča nit, glas, ki povezuje generacije. Med nami posebej pozdravljam gospoda župana, magistra Gregorja Žmaka, predsednico Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj, gospod Franjo Senčič, predsednico krajevne skupnosti, gospod Sandro Kurnik Zupanič, ravnatelja osnovne šole Renina, gospoda Alena Krajnca, vodjo vrtca Jarenina, gospod Jelko Donko, vse predstavnike društev, naše člane in prav vse, ki ste prišli na našo prireditev.
Glas je več kot le zvok, je spomin, je čustvo, je most med preteklostjo in prihodnostjo. Danes ne praznujemo le številke, praznujemo zgodbe ljudi, trud, vztrajnost in skupnost, ki se je gradila skozi desetletja. Hvala mešanemu pevskemu zboru za lep uvod s pesmijo Moja Jarenina, katere avtorica besedila je Ančka Šumenjak, za glasbo pa je poskrbela Barbara Lešnik-Kure. Skozi glasbo bomo potovali od začetkov, ko so nastajali prvi koraki, pa vse do ustanovitve kulturnega društva, mešanega pevskega zbora, do barvite zgodbe vokalne skupine Mavrica in vsi skupaj z svojo energijo bogatijo naš prostor. Pa naj pesem zazveni. V izvedbi mešanega pevskega zbora bomo slišali dve pesmi, Sijaj, sijaj sončece in Naj bo pomlad. Oh
Hvala pevcem mešanega pevskega zbora, da so nas popeljali v to praznično vzdušje in hkrati spomnili, kako pomembna je kultura pri ohranjanju naše identitete. Sedaj vabim k besedi gospoda župana magistra Gregorja Žmaka, da z nami podeli nekaj misli ob tej posebni priložnosti. Spoštovani člani KUD-a, spoštovana predsednik, predsednica, podpredsedniki, vsi, ki ste nekoč delovali v tem društvu, seveda en velik poklon vsem vam. Jaz menim, da tako velik jubilej, kot je danes, to se ne zgodi vsak dan. 80 let, 40 let in 25 let pomenijo veliko. Pomenijo veliko za zgodovino ne samo Jarenine, temveč za celotno našo občino Pesnica. Zelo sem vesel, ko lahko poslušam in vidim, kaj ste ustvarjali. Spremljam vaše delo, to delo je fantastično in na vsaki prireditvi ste skoraj da nepogrešljivi, predvsem pri prireditvah Jarenine. Od naših 880 let, leta 2019, Jarenina 1139. Veliko tega se je naredilo, veliko tega se še dela in verjamem, da bomo tudi, ko bomo šteli Jarenino 890 let, da boste naredili nekaj lepega in dobrega. Seveda se, kot veste, se Jarenina nekako prebudila se je v 8 letih, kot taki smo postali ena zelo uspešna in prepoznavna občina in predvsem to zaradi tega, kar počnete v naših društvih. To, kar se počne v društvih, je v občini Pesnica pravzaprav en izjemen fenomen. In ponosen sem, da sem lahko župan v taki občini s takimi društvi. Hvala lepa. Ja, res je, dragi Anže, danes je tukaj prav poseben kulturni dogodek in zato je prišlo toliko ljudi. Pa vidim, da so tudi tvoji prijatelji z vrtca tukaj. Kako to? A boste nastopali? Jaz predlagam, da ti pokličeš še tvoje prijatelje in se nam predstavite. Boš? Izvoli.
Hvala otrokom. Skupine Sončki iz Jareninskega vrtca, ki nas vedno znova razveselijo s prikupnimi pesmicami, nam popestrijo prijetne trenutke in vsako leto sodelujejo na kulturnih dogodkih. Tudi mi bi radi danes bili del tega dogodka. Učiteljica Tina se lahko učenka predstavi. Seveda, veste, da ste vedno dobrodošli in veseli smo, kadar ste pripravljeni sodelovati. Upam, da boste vztrajni še dolga leta, tako kot pevci iz mešanega pevskega zbora in skupine Mavrica, ki se trudijo in bogatijo kulturne prireditve. Sedaj pa predlagam, da našo učenko kar povabimo na oder. Žana, predstavila se nam bo s pesmijo Naj sije v očeh. Chez Vito,
70 let je pomemben mejnik, a hkrati tudi nov začetek. Pa prisluhnemo kratkemu zgodovinskemu pregledu, saj so se v tem času zgodili pomembni trenutki, ki so oblikovali to našo pot. Spomnimo se začetkov, izzivov in dosežkov, kateri nas še danes povezujejo. Vabim predsednico društva, gospo Marjetko Kranjc, da nam oriše pot delovanja. Pozdravljeni tudi v mojem imenu in počaščena sem in vesela, da smo se odzvali temu našemu trojnemu jubileju in da lahko danes skupaj to proslavimo in obeležimo in se veselimo tega dogodka, kar nam je uspelo do sedaj. Sedaj pa lepo opisuje našo zgodbo Tina, tako da jaz ne bom o tem govorila več, ampak bom prešla skozi zgodovinski pregled našega društva. Med mladimi se je že takoj v letu 1946 pojavila potreba po kulturnem delu in še istega leta so se lotili priprav na kulturne prireditve in uprizorili igro Mici, ki je treba moža. Ta dogodek je dal kraju polet, dejavnost društva, ki je nastajalo, se je še bolj okrepilo. Aktivno delo se je nadaljevalo, pripravljale so se številne igre in dejavnosti, vključevali so se vse prireditve v kraju. Posamezne sekcije so v svoje delo pritegnile veliko Jareninčanov. Leta 1948 je začela delovati knjižnica, krajani so jo množično obiskali, organizirana je bila proslava ob 400-letnici slovenske knjige. Temu je sledil občni zbor Kuda, za predsednika je bil izvoljen Božo Zorko, prvi znani predsednik. Deloval je tamburaški zbor, igrale so se lutkovne predstave. Leta 1953 je predsedstvo Kuda prevzel Danilo Verdel. Takrat se je društvo tudi poimenovalo Kud Kajuh Jarenina. Aktivno so delovale dramska, pevska, lutkovna sekcija, knjižnica, tečaj za tuje jezike in baletna skupina. Ženski pevski zbor je prevzela Slavica Saladi, moški pevski zbor je deloval pod vodstvom Danila Verdel, 1958 pa so uspešno izvedli samostojni koncert. Dramska sekcija je redno uprizarjala številne igre in z njimi tudi gostovala. Največja prireditev v letu 1961-62 je bila 200-letnica šole Jarenina. Pri praznovanju so sodelovale vse organizacije v kraju. 1963. leta je prišel v kraj Tone Najvirt, ki je v zelo kratkem času ustanovil lasten ansambel Domača muzika Neuvirt. Z njimi se je močno popestrila glasbena dejavnost v kraju, saj je zgodbo napihala, nastopal na vseh prireditvah. 1964. je vodenje Kuda prevzela Anka Valcl. Društvo je bilo zelo plodno, saj je dodatno delovala pionirska, dramska skupina ter mladinski in pionirski zbor. Najodmevnejša je bila spevoigra Habakuk v režiji Danila Verdel. V naslednjih letih je delovala tudi folklorna sekcija pod vodstvom Nežke Lubej. Kljub velikim načrtom, ki ga je imelo vodstvo Kud Kajuh, so bili zaskrbljeni zaradi zastoja igralske dejavnosti. Danilo Verdel je že takrat v poročilu o delu igralske družine in pevskih zborov na občnem zboru 1971 dejal, citiram: Življenjski standard se dviga. Večina nas vidi dvig standarda le v avtomobilu, pralnem stroju, sesalcu za prah, mešalce vseh vrst, lepem stanovanju in še v čem. Na drugi strani pa se kulturno siromašimo. Postajamo siromaki v pogledu srčne kulture, kot najvidnejši znak človečnosti, postajamo siromaki v pogledu aktivnega kreiranja kulturnih dobrin, postajamo počasi celo duševni siromaki. Preveč enostranski smo postali, materialisti v pravem pomenu besede.
Hlastamo za denarjem, delamo nadure in nimamo časa za lepo slovensko in drugo umetno pesem. Nimamo časa za lepo odrsko besedo, nimamo časa za obrano muziciranje. Konec citata. Kako resnične so te besede in aktualne še danes? V nadaljevanju so organizirani bili literarni večeri, pripravljale so se razstave knjig. Instrumentalni ansambel Pionirjev je ustanovil Andrej Oberški. Štel je 11 članov in z gostovanji so se zaslužili 14-dnevno bivanje v Poreču. Po smrti Danila Verdel 1972 je nastala velika praznina v kulturnem in družbeno-političnem delu. Uspešno je deloval šolski glasbeni orkester, režiserka Jožica Verdel je pripravila igro Raztrgance. 1975 je bila izvoljena nova predsednica KUD-a Marija Bole. Ob kulturnem prazniku 1975 so se spomnili domačink in pripravili kulturni večer z deli Ančke Šumenjak in Manice Lobnik. Delovati je začela folklorna skupina 6 parov pod vodstvom Branke Stopar in Anice Lukežič, kasneje pa je folkloriste vodila Vlasta Šabeder. V februarju 1984 je predsedstvo prevzela Ivana Richter. V tem času je ponovno zaživela dramska dejavnost pod vodstvom Ančke Hauptmann, moški zbor pa je začasno prevzela Majda Donko Fras. V tem času so aktivno tekle priprave za ustanovitev mešanega pevskega zbora. Gospod Franjo Trnovšek iz Šentilja je obljubil sodelovanje in postal pevovodja zbora, ki je v letu 1986 bil končno ustanovljen. V tem letu so vsi člani mešanega pevskega zbora sodelovali pri snemanju filma Moj ata socialistični kulak. 1989 je imel pevski zbor koncert v domači cerkvi v počastitev 850. obletnice omembe kraja. 1995 je naš kraj dobil nekaj sredstev za izgradnjo kulturnega doma. Vložili so ga skupaj z gasilci za ureditev dvorane v gasilskem domu. V letu 1996 se je na pobudo Mirka Lorber ustanovila pevska skupina, ki si je nadela naziv Fantje iz Podvaške Lipe. Vodila jih je dijakinja Tamara Krajnc. Želja, da se poje še v manjši zasedbi, se je uresničila 2001, ko je začela delovati vokalna skupina Mavrica. 2007 je vodenje KUD-a prevzel Mirko Lorber in postal novi predsednik. Zavel je novi veter, v kraju so se odvijale številni dogodki. Na področju dramske dejavnosti sta delovali skupini Kiks, ki je v letu 2007 in 2008 odigrala več ponovitev predstave Nordkap, in Korenine, ki so 2010 s predstavo Partnerska poroka odigrali kar nekaj gostovanj. Veliko časa in energije se je vložilo v obnovitev stare šole, kjer je društvo pridobilo prostore za uresničevanje in udejstvovanje več sekcij ter prijetnih druženj. Najbolj zaslužen za ta projekt je bil tedanji predsednik Mirko Lorber, njegova desna roka pa je bil Branko Krajnc. V tem prostoru so se organizirale številne likovne predstave, predavanja, plesi, joga, tečaji, literarni večeri in ročnodelske delavnice. V tem obdobju se je KUD izkazal kot dober organizator oziroma soorganizator različnih kulturnih prireditev. Nekajkrat se je pripravila prireditev Talenti Jarenine. Soorganizatorji smo bili pri snemanju oddaje Polka Majolka, sodelovali pri pripravi koncertov ansamblov, organizirali različne dramske predstave oziroma komedije. 2016 je društvo obeležilo 70. obletnico delovanja, 30. obletnico mešanega pevskega zbora in 15. obletnico vokalne skupine Mavrica. Izdan je bil tudi spominski zbornik.
Seveda pa vseh teh dogodkov in prireditev ne bi bilo brez zavzetih članov društva, ki delujejo tako v mešanem pevskem zboru, vokalni skupini Mavrica in še ostali, ki so člani upravnega odbora. 2020 se je na občnem zboru ustanovil in izvolil novi izvršni odbor, predsedniško mesto pa sem zavzela jaz. Tudi mi smo si zadali nalogo, da nadaljujemo uspešno in plodno vodenje predhodnika Mirka Lorber. Marsikdo ne ve, koliko ur je vloženih za predano in prostovoljno delo v ljubiteljski kulturi. Dogodke, ki so že naša stalnica, želimo peljati tudi v prihodnje, zato se ob tej naši trojni obletnici zahvaljujem vsem članom, pevcem mešanega zbora, vokalni skupini Mavrica, našim pridnim mravljicam, ki že tudi 10 let vztrajamo in pripravljamo številne razstave. Mladim kulturnikom, za kar je zaslužna osnovna šola in vrtec Jeranina, gospodu ravnatelju Alenu Krajncu in Gajelki Donko, ki svojo prisotnostjo vedno popestrijo naše prireditve in nas popeljajo v obdobje otroštva. Radi rečemo, v slogi je moč. Zato smo iskreni hvaležni za sodelovanje z občino Pesnica, gospodom magistrom, gospodom Gregorjem Žmakom, vodji javnega sklada kulturnih društev Gasa Brini Hudalest in Nini Botolen, predsedniki Zveze kulturnih društev občin Kunguta, Pesnici in Šentilj, gospe Franje Senčič, domačim društvom in vsem krajanom, ki nam radi priskočijo in nam pomagate pri izvajanju teh prireditev. Še posebej pa smo v teh težkih časih seveda hvaležni donatorjem, brez katerih ne bi mogli realizirati vseh naših zamisli in seveda hvala vsem vam, ki spremljate naše delo, nas spodbujate in nam zaupate. Hvala in naj nas ljubezen do kulture povezuje še mnogo let. Hvala. Hvala za vašo predstavitev. Tudi naslednja točka nosi posebno sporočilo. Četrt stoletja ni kar tako. Treba je imeti pogum, voljo, vztrajnost, doslednost in seveda, kar je najbolj pomembno, imeti veselje in spoštljiv odnos do naše slovenske pesmi. Na to pa so še posebej ponosni člani vokalne skupine Mavrica, ki obeležujejo 25 let delovanja. Radi se ozrejo na prehojeno pot, ki je bila zanimiva, pestra, navdihujoča, povezana s številnimi dogodki doma in tudi izven meja. Slišali bomo pesmi z naslovom Prošnja, katere avtorica besedila je Ančka Šumenjak, naša ljudska pesnica in častna občanka, uglasbila pa je Klavdija Bevčar Brdnik. Tam, kjer teče bistra Zila in en ptiček je priletel. Pa jim prisluhnimo.
Hvala vokalni skupini Maurica. Slavica, katerega Joža? Pa ne, to si ti zamešala, danes ni nobene igre, danes je tu poseben kulturni dogodek in vem pa, da je na Renijskih odrih bilo odigranih veliko iger in na to smo zelo ponosni. Samo veš, jaz sem že dosta igre špilala. Marija sem bila, Micika sem bila, Mimika sem bila, potem še enkrat Marija. Že tako vsi kličejo, Mimika se derejo, ko je Renini sploh ne več ne Slavico. Da ne vem, sem takoj priimenovala. Čuj, kaj si ti pred nekaj videla? Kultura je tihi jezik, ki ga razumemo vsi. Brez prevoda, brez meja. Je pesem, ki nas povezuje, beseda, ki nas oblikuje in spomin, ki nas ohranja. V njej živijo zgodbe naših prednikov in hkrati nastajajo nove poti za prihodnje generacije. Kultura ni le umetnost na odru. Je način, kako mislimo, čutimo in kako gradimo skupnost. To je kultura. Dobro, da vem, te pa jazele. Slavica. In prav glasba ima pri tem posebno moč. Združuje različne glasove v eno harmonijo. Tako povezana pa znajo biti tudi dekleta, lučke, ki se nam bodo sedaj predstavile. Slišali bomo 3 pesmi, Dišali so tvoji lasje, Dve beli brezi in Dekle na vrtu. Izvolite. Czasem nas
40 let mešanega pevskega zbora ne pomeni le števila let, ampak pomeni preplet ljudi, glasov. So skupina posameznikov, ki jih je povezovala ljubezen do petja, vztrajnost in skupna vizija. Skozi leta je zbor rastel in čeprav je danes številčno okrnjen, je vedno ohranjal svojo srčiko, predanost glasbi in skupnosti. Še vedno je želja ta, da kar je bilo ustvarjeno in dalo pečat domačemu kulturnemu društvu, naj bo navdih in motivacija za mlajše rodove, za katere upamo, da bodo to rdečo nit vlekli tudi v prihodnje. Ponovno jim prisluhnimo. Tokrat pa so k zadnji pesmi povabili še nekdanje pevce, ki so se jim ob tem lepem jubileju z veseljem pridružili. Zazvenele bodo 3 pesmi: V dolinci prijetni, Slovenskega naroda sin in Luna nagajiva. Izvolite.
Tako, sedaj pa povabimo še nekdanje pevce, da se pridružijo. sklopu takšnih kulturnih dogodkov je lepo pomagati, krojiti to lepo zgodbo domačega društva. Ponosni smo vsi, ki lahko na kakršenkoli način dodamo kamenček v mozaik, ter na temeljih gradimo in ohranjamo kulturno dediščino, za katero nam je mar in želimo, da tudi mlajši rodovi to začutijo. Spodbujajmo jih in jim dajmo možnost vključevanja ter sodelovanja. Tudi sestro Jano sva veseli povabila in naj bo pesem tista, ki simbolično združuje vse generacije. Ranjeno srce me boli, vem, zaradi nje odšel si ti. In preden zaspim, še vedno želim, da jutro mi vrnete. Daj mi povej,
kaj je bilo tisti večer med nama, da si odšel kar brez besed v njen objem. Vedela sem, da so odveč upanje in besede, in brez moči gledala sem te, ko odhajal si. Ranjeno srce me boli po ljubezni tvojih repeni, in preden začin prikradejo se, vsakič, ko srečam te. Ranjeno srce me boli, vem, zaradi nje odšel si ti, in preden zaspim, še vedno želim, da jutro mi vrnete. Daj mi povej, kaj je bilo tisti večer med nama, da si odšel kar brez besed v njen objem. Vedela sem, da so odveč upanje in besede, in brez moči gledala sem te, ko odhajal si. Ranjeno srce me boli po ljubezni tvojih repeni, in solze v oči prikradejo se, vsakič, ko srečam te. Ranjeno srce me boli, vem, zaradi nje odšel si ti, in preden zaspim, še vedno želim, da jutro mi vrnete. Srce me boli, vem, zaradi nje odšel si ti, in preden zaspim, še vedno želim, da jutro mi vrnete. To take a walk, to take a walk, just a little walk, down beside where the waters flow, down by the banks of the Ohio. Prosila sem, naj gre z menoj, pa čeprav samo še nocoj, tam na mostu je priznal, da je
drugi ljubezen dal. Ne vem, kaj mi je takrat bilo, ko sem ga prijela za roko. Zaklical je še na pomoč, potem pa izginil v temno noč. Naslednje jutro so prišli vsi ljudje in orožniki, odpeljali so me tja, kjer izgubila sem moža. Odpeljali so me tja, kjer izgubila sem moža. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki so s svojim delom, predanostjo in srčnostjo prispevali k razvoju in uspehu. Sedaj sledi podelitev zahval in priznanj, zato vabim gospo Marjetko, Ivano in Nežo, da se mi pridružijo. Kulturno-umetniško društvo Kajuh Jerenina ob 80. obletnici delovanja podeljuje zahvalo za podporo, naklonjenost, razumevanje in sodelovanje, ki ga namenjate kulturnemu ustvarjanju v našem kraju, da lahko ohranjamo tradicijo, ki povezuje ljudi. Zahvalo podeljujemo občini Pesnica. Zato prosim. Hvala. Hvala lepa. Zahvalo dobi tudi župnijski urad Jerenina, ampak gospod se je opravičil, tako da bomo mu naknadno podelili. Podeljujejo zahvalo za neprecenljivo delo, ljubezen do kulture, čas, energijo in predanost, ki so temelj, na katerem društvo raste skozi desetletja. Zahvalo dobi javni sklad kulturnih društev, območne izpostave Pesnica. Zdaj, če boš gospa Franja ti prevzela, prosim. Hvala. Zahvalo sprejme tudi Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Hvala tudi vam. Zahvalo prejme tudi Damir Neuwirth, prosim.
Zahvalo prejme tudi Martina Najvir. Zahvalo dajemo tudi Tini Najvir. Pa tudi zahvalo prejme Jana Najvir. Jana je zašla. Zahvalo prejme tudi M. Sara. Ni, bomo ji dali. Zahvalo prejme tudi Mira Klančič. Prosim. Hvala za vso pomoč. Pa še prosimo za naprej. Hvala. Zahvalo prejme tudi Sonja Roškarič. Nepogrešljivo. Hvala, Peter, steš. Pa še prosim za naprej. Izvolite. Zahvalo prejme tudi Mirko Lorber. Hvala. Naslednje zahvale sledijo za dolgoletno sodelovanje, podporo ter prijateljske vezi, s katerimi bogatite naš prostor in ohranjate kulturni utrip skupnosti. Zahvalo prejme krajevna skupnost Jarenina, prosim. Hvala. Tako povezane. Hvala. Zahvalo prejme tudi osnovna šola Jarenina. Zahvalo prejme tudi vrtec Jarenina. Hvala. Hvala tebi, da budiš tvoja. Glej, kako spremljamo. Zahvalo prejmejo tudi gasilsko društvo Jarenina. Predstavnikov. Ni, zdaj bomo jim naknadno. Pa turistično društvo, avtor Jarenina. Vzela, gospa.
Sandra, super dela. Hvala, hvala za vse, sodelovanje. Hvala. Zahvalo prejme tudi Društvo upokojencev. Pa zahvalo prejme tudi Rdeči križ. Hvala, Linka, za vso podporo, pa sodelovanje. Hvala, naprej ostanemo. Ja, zahvalo prejmejo tudi mala pihalna godba na Virtovi Štajerci. Hvala, vsega se nam pridružite na take prireditve. Zahvalo prejmejo tudi pridne mravljice. Hvala, Rinka. Da še naprej se družimo, pa ustvarjamo, ne? Ja. Zahvalo prejme tudi Cesarska lipa. Delajo in bomo. Zahvalo prejme tudi Branko Krajnc. Hvala. Naslednjo zahvalo podeljujejo za vse trenutke, ko je pesem pod tvojim vodstvom postala glas prijateljstva, povezanosti in kulture. Prejme Urška Marmolja. Hvala, Urška. Hvala. Zvolim. Pa zahvalo prejme tudi Barbara Lešnik Kure. Tu je mama prišla. Mama prišla. Hvala. V našem imenu zahvaljena. Hvala. Rožico. Hvala. Pa zahvalo prejme tudi Marjana Ferk, ki je bila včasih naša zborovodkinja, pa je menda ni. Pa zahvalo prejme Valerija Vreča. Ja. Hvala. Ja. Hvala. Pa še zahvalo prejme Klavdija Bevčar-Brnik.
Sedaj pa na oder povabim še gospo Franjo Senčič, predsednico Zveze kulturnih društev, občina Kungota, pesnica in Šentilj, ker ima tudi ona nekaj za naše društvo. Spoštovani zbrani, dragi jubilanti, z velikim veseljem vam prinašam veliko jubilejno priznanje ob vaših 3 jubilejih. Glede na to, da smo v Jarenini, bi bilo skoraj da za pričakovati, da bo kulturno društvo imelo tako visok jubilej, saj vemo, da je Jarenina zibelka kulture tega območja in da je njena kulturna zgodovina pestra in bogata. Ampak vsi, ki smo se kdaj ukvarjali s kulturno dejavnostjo, se zavedamo, da je organizirati prireditev, ohranjati zbor, skupino, tek na dolge proge, maraton. Da so to nenehna usklajevanja in iskanja prostih terminov in usklajevanja značajev. Da je to nenehno iskanje novih idej, pa podaljškov, pa lončkov, pa pometanje in spet opevanje, vaje, pa spet malo pometanje, postavljanje stolov, pa spet vaje in klicanje in usklajevanje. Danes ste dokazali, da ste neverjetni. Postavili ste na oder nekaj, kar je redkost, velika redkost. Z ramo ob rami sta peli mama in hči. Pele so deklice, ki mislim, da še niso stopile iz osnovne šole, in naša Hermina, ki je pa že dolgo od tega, ko je stopila iz osnovne šole. Vi ne govorite samo o medgeneracijskem povezovanju, vi ga živite. In to je jedro kulturnega razvoja kraja, občine in v bistvu 3 občin, ki jih zastopamo. Lahko ste neizmerno ponosni na to, kar ste dosegli in kar nenehno delate, vedno znova in znova. Se kličete, dogovarjate, pometate, iščete stole, podaljške. Imate opevanje, vaje, pa spet iščete stole, pa se spet kličete. Ampak to je kultura, zmes vsega skupaj. Iskrene čestitke in vztrajajte še naprej, saj vendarle vi ste Jarenina in na vas se zanašamo, da boste še naprej ohranjali kulturni utrip in ga podeljevali z nami. Iskrene čestitke vsem skupaj ob teh visokih jubilejih. Pa bi še jaz zaželel naši predsednici se zahvaliti v imenu nas vseh za njeno požrtvovalnost, za njen čas, ki ga porabi za nas, in pa za njeno gostoljubnost. Pa še naprej bi jo prosili, naj še vodi kut, mi bomo jim pomagali. Sedaj pa sledi še zahvala vsem sponzorjem in donatorjem, kajti brez vas bi bilo zelo težko uresničiti vse vizije društva in tudi to današnjo prireditev. Zahvala Dajčar Jože, Klemen Helena, Cesarska lipa, Donko Franc in Mimika, Vinogradništvo Mlakar Gregor, Nataša, Domačija Jarc Marko, Okrepčevalnica Skupek, Vinogradništvo Črko Silvo, Dveripaks, Agencija B4, Krajnc Timotej, M. Sara, Novak Darja, Enologija DOO Tišler Andrej, Vina Kušter, Šerbinek Svečina, Trgovina Tika Šentilj, Domačija Šraj, Mira Klančič, Esad Mehič Zelenjava, Anka Šumenjak, Mirko Alenka Rorber, Damir Neuwirth,
Martina Neuwirth, Helena Savernik in Tončka Žohar, Anita Fuchs, trgovina Mikiš Matej, Sonja Roškarič, avtohiša Ferk Anton Majda, Zinka Rokavec, Robi Velički, Sonja Štajdohor in članice Kut Kajuh. Hvala še enkrat. Če je mešani pevski zbor temelj, potem je Mavrica barva. Iz tradicije se je rodila nova energija. Pred 25 leti je s posebnim namenom ustvariti nekaj novega zaživela vokalna skupina Mavrica. Vsa leta je globoko povezana z glasbo. Njihovo ime pa ni naključno. Vsak pevec, vsak glas je kot barva, ki skupaj tvorijo celoto. Zapeli bodo 3 pesmi. Striglavskega Veter pogorja, Z mano se ozri in Samo en poljub. Kako zvenijo, pa jim prisluhnimo. Thank you.
Sedaj pa mi je prišlo na uho, da je pripravljeno eno presenečenje in predlagam, da
pogledamo, kaj pa to je. Sladko presenečenje je, sladko. Hvala skupini Mavrica za vaš prvit nastop. In kako pomembno je, dve različni skupini pevcev, različne generacije in ena zgodba. Ob koncu sledi zahvala vsem, ki ste ali še oblikujete ter bogatite kulturno življenje, ter tudi vsem vam, ki nam izkazujete podporo, da smo lahko skozi leta ustvarjali in uspešno oblikovali to zgodbo. Spoštovani, glas, ki povezuje generacije, ne utihne, le prenaša se naprej. Naj nas spremlja tudi v prihodnjih letih, nas povezuje v skupnem doživetju lepote, harmonije in srčnosti. Hvala vsem, da ste prišli in bili del tega dogodka. Vse vas z veseljem povabimo, da še ostanete, se poveselite, nazdravite in poklepetate z nami. To popoldne pa sem bila z vami Tina Neuwirth. Hvala.